V Domžalah dvoboj domačega moštva in Krčanov, ki so v prejšnjem krogu z Evrogolom Dangubiča premagali velenjski Rudar. Domžalčani so v dobri formi, kajti pred dnevi so doma premagali Radomlje kar 5-0. Nogometaši Domžal so bili razpoloženi tudi v tem dvoboju. Tole je že druga minuta in prečka Vuka, ki je z bližine z glavo stresel zgolj okvir gola gostov, potem pa že tretja minuta in prvi gol za domače nogometaše. Žoga na drugo vratnico, kjer je bil najspretnejši Marko Alvir in zabil v mrežo Krčanov za prednost Domžal 1-0. Izjemen začetek za domače Domžale, tokrat je spet padal hiter gol v mrežo gostov, zadel je Marko Alvir in potrdil izjemno strelsko formo v zadnjem času. Še ena kombinacija rumenih, tokrat po desni in povratna žoga. Poskušal je Horvat, ki je bil v dobrem položaju, a tokrat žoge ni najbolje zadel. 25. minuta in nov zadetek za Domžale, to je bila prava mojstrovina Jana Repasa, ki je bil najspretnejši na desni strani. Videl je, kje stoji vratar gostov Marko Zalokar in s temle izjemnim lobom zatresel mrežo za povišanje prednosti. Domžale Krško 2-0. Do konca prvega polčasa pa še napad za rumene, tokrat pri žogi Slobodan Vuk in natančen zaključek Vuka. Takole je premagal še vratarja gostov tretjič in Slobodan Vuk je tudi zabil prvi gol v mrežo gostujočega moštva na tekmi. Polčas pa se je končal s prednostjo domačega moštva, visokih 3-0 za Domžale. Tole je bil sicer gol v 28. minuti, golov pa v tem prvem polčasu več ni bilo. Drugi del in najprej prosti strel, oddaleč Balkovec, odbita žoga in še strel dobrovoljca mimo vrat. 53. minuta, nov napad rumenih, tokrat kombinacija po levi in lep predložek na drugo vratnico, kjer je bil najspretnejši Slobodan Vuk, ki je pred vrati žogo preusmeril mrežo in povišanje prednosti. Lepo se je znašel Jure Balkovec, ki je podal na drugo vratnico, potem pa strel proti vratom in pred golom je žogo mrežo potisnil Slobodan Vuk in zabil še drugi gol na tekmi. Krčani so bili tokrat bleda senca ekipe, ki je blestela na nekaterih tekmah v letošnjem prvenstvu. Poskušal je Martin Kramarič, tokrat je zgrešil in streljal visoko prek vrat. Golov še ni bilo konec, tudi Jure Matjašič, ki je proti Radomljam zabil prvi gol, je tokrat postregel z izjemnim zadetkom pravo mojstrovino in zatresel vrata Krčanov. Tole je bil strel daleč v dolgi kot v slogu. Aleksa Del Piera je zadel recimo Jure Matjašič in popeljal Domžale do prednosti 5-0. Res izjemen zaključek bivšega nogometaša Zavrča, ki je zabil še drugi gol v rumenem dresu. Nedvomno gol, vreden dodatnega ogleda in še strel za Krčane na polovici drugega polčasa, priložnost za Arafata, ki je bil sam pred vrati, tokrat pa izjemna obramba Miliča, ki je žogo uspel odbiti v kot. In še zadnja kombinacija tekme za Domžalčane, po odbiti žogi priložnost za rumene, tokrat žoga nekoliko prek vrat. Pred golom so bili nekoliko nespretni Domžalčani, zgrešil je Elvis Bratanovič. To je bila visoka zmaga, še drugič zapored, 5-0. Jaz bi čestital svojim fantom, nekako njihova delovna vnema, nekako prizadevnost skozi vse treninge in nekako tudi na tekmi, da sledimo neki vsebini. Zelo dobro smo nekako otvorili tekmo, mislim, da nadzorovali potek, bili bomo nekako napadalni, všečni, mislim, da je publika prišla na svoj račun. Ni lahko igrati proti ekipi Krškega, ampak jaz mislim, da smo danes nekako bili boljši v vseh elementih igre in mislim, da bi zasluženo visoko zmagali. Ja, očitno nismo bili sposobni odigrati niti povprečne tekme. Čestitam Domžalam za lepo in zaslužno zmago. V bistvu so nas že prve pol ure nadigrali, dosegli tudi nekaj lepih golov. Tako da bili so boljši v vseh elementih, za kar jim čestitam in da smo bili danes
daleč od svojega nivoja, tistega, kar smo sposobni, očitno so nas prejšnje tekme izčrpale, tako da na koncu pač takšen tekme, takšen rezultat, ampak na koncu vedno realno in zasluženo.